Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni ne samo ženske med sabo. Zdaj tudi statistika že govori o tem, da je ogrožen moški libido. Kaj lahko naredimo ženske oziroma ali smo mogoče krive za to v osnovi že ženske? Marijana Kolman je v moji družbi, torej ženske smo krive za ogrožen moški spolni libido? Ja, menda, ne. Tako kot za večino stvari, ki grejo narobe, moški naredijo krive ženske. Poglej v zgodovino. Trojanska vojna, kdo je kriv? Lepa Helena. Vrsta vojn po svetu, krive so ženske. Psihoanalitik Sigmund Freud je imenoval libida, torej ženskega spola. Libido je ženskega spola. To pomeni, da je odgovornost za to, kakšen libido ima moški in seveda tudi kakšen libido ima ženska, vendarle gre tukaj tudi za neke odvisnosti, je pravzaprav stvar ženske. In verjetno ženska lahko naredi tudi veliko več za to, da je stanje spolne sle pri moškem tako, kakršno more biti. Torej, je razlika, kako recimo se ženska loti tega problema in kako išče rešitev za njen nizek libido in kako išče moški, ki začne uporabljati ženske izgovore, da ga glava boli, pa da danes je pa res utrujen. Ja, ženske razmišljajo drugače kot moški, ne, to dokazano. Uporabljajo druge možganske centre in tako dalje in lotijo se problema precej drugače. Je pa dejstvo, da moški o tem problemu le redko spregovorijo in ko nastopi problem zmanjšanja spolne želje, pravzaprav ne skrivaj iščejo rešitve, ponujajo se jim na spletu seveda tiste hitre, ekspresne rešitve, sintetične droge, ki obljubljajo nebesa na zemlji in moški si pač to naročijo. Pa še plus 5 centimetrov v enem mesecu? Tudi to. Ženska razmišlja pa drugače, predvsem jo zanimajo vzroki. Ne? In velikokrat že pri analizi vzrokov, zakaj je temu tako, najdejo rešitve. Potem razmišljajo tudi pravzaprav bolj pragmatično kot moški, zato ker vedo, da obstajajo rastline in naravni načini, ki nudijo pomoč. Rastline, ki jih sicer imenujemo afrodiziaki, torej že ime pove, rastline, ki so posvečene boginji, grški boginji ljubezni, spolne sle, lepote in zaščitnici zaljubljencev. Afrodiziaki so rastline, ki so pravzaprav tudi v našem okolju. Polovica sadja ima vlogo afrodiziaka, več kot polovica začimb. In znano je in v kulinariki in seveda tudi v zgodovini, da je pravzaprav trgovina z zelišči bila precej odvisna tudi od tržnih zakonitosti, ki jih je narekovala družba, to je bila pa potreba po spodbujevalcih spolne sle ali spolne moči tudi. Jaz sem zdaj pred kratkim, ko sem bila na šolanju pri dr. Korepanovu, videla, da pravzaprav med temi rastlinami z Altaja je kar precej rastlin, ki imajo posledično delovanje tudi na povečano spolno željo. Čeprav to ni njihov cilj, ampak je cilj seveda veliko širši. Vzpostavljanje ravnovesja. To je pa posledica. Tale trenutek se že spogledujemo torej z tistimi rešitvami in Marijana bo tudi omenila 3 najmočnejše afrodiziake,
ki zares delujejo, moški se ji namreč zaupajo in zato ima precej izkušenj s tem. Še preden pa vam zaupamo to in še preden slišite tudi moškega, ki bo priznal svoj problem in povedal, kako ga je rešil, prisluhnimo svobodnemu raziskovalcu Antonu Komatu, ki zaupa svoj pogled na ogrožen moški libido in ne samo libido, tudi ogroženo moško plodnost. To je dosti zapleten problem, ali pa bi temu rekel celo, to je največji problem človeštva v tem trenutku. Ne? Gre za biološki status človeka in raziskave, ki so potekale zadnjih 40 let, recimo po celem svetu, kot zanimivost, so potekale v malih skupinah raziskovalcev. Ne? Ni bil to nek velik tim, s tem, da je recimo ta evropska skupina raziskovalcev temeljila na oplodilni sposobnosti moških, ameriška mreža raziskovalcev pa v glavnem na motnjah, ki so prizadevale v glavnem divje živali. Ne? Torej, in potem, ko so se te znanstveniki nekako sešli, ne, na svojih skupnih kongresih, so ugotovili, da je zadaj en sam vzrok. En sam vzrok? Ja. No, to je pa prisotnost preprosto. hormonskih motilcev, torej kemikali, ki jim pravijo, da so predstavljajo največje tveganje za človeško vrsto v tem trenutku. Dejstvo pa je, da gre za tabu temo, ki jo pač vladajoče elite na vsak način poskušajo pokriti, prekriti in odvrniti pozornost od teh najbolj perečih problemov. Tako, zdaj pa torej pomembna informacija za ženske in seveda za moške, katere so torej, Marija Ana, tiste 3 rastline, za katere lahko z gotovostjo trdiš, da delujejo na pravi način, brez nekih stranskih učinkov in celostno, da okrepijo telo, vse organe pravzaprav. Na prvem mestu je seveda altajski zlati koren, kot ga imenujejo oni, mi mu pravimo rožni koren, Rhodiola rosa, torej rastlina, kateri naj bi dal stvarnik največ moči. Torej tudi moč, da uredi problem slabšega libida in tudi slabše potence. Tudi znanstveno dokazano je, da moški in ženske, ki uživajo zlati koren, pravzaprav na zelo hiter in predvsem naraven način rešijo problem zanositve. Ampak pomembno je to, da rožni koren deluje na centralni živčni sistem, na simpatični in parasimpatični živčni sistem, na prižaljc in na ščitnico. To pomeni, spekter delovanja pokriva vse tiste težave, ki bi bile ali ki so vzrok za zmanjšan libido. Torej, to je prva rastlina, rožni koren. Druga? Druga rastlina je eleuterokok, močan adaptogen, ki deluje na povečano izločanje hormonov iz nadledvične žleze, kar spet posledično rezultira k vzpostavljanju hormonskega ravnovesja. In tretji proizvod je olje altajske princese, pri katerem je pomembna predvsem vsebnost olja iz oreščkov sibirske cedre, ki je bogato z E-vitaminom, matičnega mlečka, na drugem mestu seveda v tem olju je tudi pegasti badelj, rakitovec, rdeča ščetka in borova mjatka, ampak tisto, kar spet deluje na večjo potenco, je olje iz oreščkov sibirske cedre in matični mleček. Gre pravzaprav za 3 proizvode, ki bi jih pa jaz svetovala pri različnih težavah, pogojevano z različnimi vzroki. Ker tukaj imam te 3 rastline in kombinacijo torej, prvovrstno iz Altaja, ne gojeno, ampak dejansko na spoštljiv način odvzeto iz narave. A to zdaj pomeni, da je kar vse 3 treba? Ne. Namesto na pivo, na nekaj kapljic eleuterokoka, rožnega korena ali olja. V katerih primerih kdaj katera? Eleuterokok v primeru, ko je moški izpostavljen stresom.
stresi, ki pač spremljajo Zaradi sodoben službe, način življenja, denarja. vsega, so pravzaprav eden najbolj pogostih vzrokov za zmanjšan libido pri moških in pri ženskah. Pri moških toliko bolj, ker moški je vendar mačo. In ko začne popuščati, torej zaradi negativnega učinka stresov, priporočam eleuterokok, ker hitro adaptira telo na novo nastale okoliščine in pravzaprav vzpostavi normalne biokemijske procese v organizmu. Pri moških, ki ne le, da so podvrženi stresu, ampak imajo tudi sindrom pregorelosti, brezvoljnosti, depresije, izčrpanosti in morda tudi že kakšne druge zdravstvene težave, predvsem pa ob pomanjkanju ali pa zmanjšani spolni želji, tudi nasploh pomanjkano, zmanjšano željo po življenju, priporočam rožni koren. Zlati rožni koren? Ker deluje hitro in zlasti takrat, kadar potrebujemo hitro spodbudo, to pomeni, lahko je to nekaj minut, 15 minut pred nameravanim spolnim odnosom. Tretja stvar, olje altajske princese, pa pri tistih moških, ki želijo svoj libido usmeriti v nadaljevanje vrste, Torej s za tem, da plodnost. olje pijeta oba. Razumem. Torej, kadar je moški preobremenjen, če ima finančne težave oziroma skrbi zaradi denarja, to bojda najbolj vpliva na moško samozavest, se pravi, potem eleuterokok. Potem, če ima že kakšne druge simptome, tudi bolezni, ki so se morda razvile in različne diagnoze, rožni koren, pri plodnosti pa torej kombinacijo olja altajske princese. Prav razumela? Odlično. Mi pa imamo tale trenutek na telefonski liniji gospoda, ki smo mu sicer spremenili glas, zato da smo zagotovili anonimnost, kajti ne boste vsak dan srečali moškega, ki je pripravljen priznati, da ima težave s svojim libidom, a vendarle je opisal svoj primer in tudi povedal, kako ga je rešil. Dober dan, pozdravljeni, dobrodošli, kar zaupajte. Delam sem v poznih 40-ih poznih 40-ih, imel sem določene probleme in z virozami in z raznimi okužbami. Se pravi, tudi viroza. Mi je padlo slabo počutje in začel iskati, kaj bi mi pomagalo. Prvo sem našel eleuterokok, katerega sem imel pol leta in mi je precej pomagal. Potem sem pa začel jemati še sikrijsko čago. To je pa zdaj, moram reči, top. Zaradi tega, ker je moje počutje zelo dobro, libido mi je zrastel. Sem poln elana, počutim se zelo dobro in moram reči, da mi je to kar malo pomagalo pri kvaliteti življenja. Super. Hvala lepa, da ste to zaupali. Evo, celoten protokol smo slišali. Tudi čago je omenil, torej čaga, eleuterokok, ravno ta kombinacija je potem tista sinergistična, ali kako bi rekli. Kombinacija in eleuterokoka in rožnega korena s čago ima toliko večjo potenco, ker gre za pravzaprav tudi za imunostimulator, imunomodulator, adaptogen, antioksidant. In jaz sem se naučila na šolanju pri doktorku Repanovo ene velike modrosti. Čim več rastlin je treba sestaviti, ker tudi rastline ena drugo podpirajo. Se pravi, formule, kompleksi, ne samo po sebi. Ampak kombinacija večjih rastlin. Torej, če poudariva in ponoviva, tole je tista informacija, ki bo torej prav prišla ženskam, da usmerijo svojega moškega, ker prebrala sem namreč podatek, da zgolj v enem tednu se dejansko proda toliko Viager, teh modrih tabletk, da bi lahko drugo na drugo postavili in tako bi bilo 1100 metrov v višino.
1100 metrov in to vsak teden. Vemo pa, da vse te stvari, instant in hitre rešitve, torej niso najboljše. Torej, kaj smo spoznali, kaj smo ugotovili, če torej še enkrat poudarim, kombinacija čaga in eleuterokok, kombinacija pri obremenjenih moških, ki imajo veliko stresa, obveznosti in jim je seveda padel libido, na takšen način bodo to zrihtali. Potem kombinacijo čaga, rožni koren, kadar so zraven še druge težave, ki so prisotne, torej drugi simptomi, morda celo bolezni, in pri želji za nadaljevanje vrste, torej pri želji za oploditev, za ploditev, spočetje otroka, pa olje altajske princese, ki je sicer v tej roza škatlici in ženske tudi uživamo. No? Jaz vem, da sem uživala in še vedno uživam olje. Ja, ampak ni samo žensko olje. Ne? Ampak ravno zaradi tega libido je pravzaprav pri moških več ali manj, zlasti v obdobju, ko so to mladi moški, namenjeno užitku. Libido, torej spolna sla, pri ženski je pa primarno namenjena nadaljevanju vrste, ker materinski nagon je močnejši od spolnega nagona z namenom užitka. Tudi Freud je označil libido kot stvar ida, podzavesti, tako kot materinski nagon. Poglej, materinski nagon se pri ženski prebudi šele z zanositvijo. V podzavesti pa že prej, zato je tudi skrb ženske, zato da ima moški dober libido, pravzaprav skrb za nadaljevanje vrste. Na kakšen način bi, mislim, čist tak praktičen nasvet, hvala za vso to izjemno dragoceno znanje, ampak čist na praktičen način, kako bo zdaj ženska to speljala, kako mu bo zdaj to ona nastavlja, ali kako mu ne zdaj razloži, ali kakorkoli, zdaj boš pa ti tole užival. Zelo enostavno. Moški, ki ne želi priznati, da je karkoli narobe z njegovim libidom, bo zagotovo priznal, da njegov imunski sistem ne deluje tako, kot bi mogel. Se pravi, mu ona ufura, tole imaš za imunski sistem. Oba bova pila tole par kapljic na dan ali pa eno žličko na dan za boljši imunski sistem, za zdravje, preventivno in seveda po žensko bo ona pripravila svojega moškega, da bo užival nekaj, kar bo delovalo tudi na večji libido. Obenem bo pa dejansko poskrbela za to, da bo njegovo zdravje boljše. Se pravi, naj mu pa reče, da je to za zdravje. Tako. Ne rabimo povedati, da bo s tem ostale stvari tudi opazil. Ja, ker moški ne radi vidijo, da ženske sploh opazijo, da je njihov libido malo slabši in tako dalje. Ja. Najlepša hvala za vse te informacije in seveda za nasvete, ki dobesedno spreminjajo življenja, ne samo moških, tudi ženske. Hvala lepa. Evo, še en nasvet imamo, ki pa mi ga je osebno posredoval Dušan Donko, in sicer gre za en način, kako lahko moški krepi to svojo moškost kot takšno, na kakšen način, s katerimi vajami, s katerimi stvarmi, in zelo preprosto gre namreč za tehniko gledanja jutranjega vzhoda, kajti ob vzhodu naj bi bilo največ prisotne te yang moške energije, torej moški naj zjutraj opazuje sončni vzhod, da krepi svojo moškost, če pa ženska želi krepiti svojo ženskost, pa naj gleda sončni zahod. Kaj boste izbrali, je torej vaša izbira. Vsekakor pa lahko preberete o tem tudi novice na klepetobkavi.si in tam imate tudi priložnost, da vam odgovori Marija Ana Kolman osebno, ki ste jo danes poznali. Tudi nekateri pošiljajo svoje izvide, vprašanja, opise svojega stanja. Seveda, da ni vezano vse na moški libido, lahko je seveda tudi karkoli drugega. In če nimate dostopa do interneta, smo vam na voljo tudi preko 02 6200 230. No, evo, in za na konec, mogoče še ena lepa in krasna misel, kaj smo danes izbrali, katera bo tale misel? Išči z dušo in glej s srcem. No, pa bo to tisto,
kar bomo lahko danes razmišljali še naprej. V oddaji nam včasih zmanjka časa, zato organiziramo predavanja, delavnice, izlete. Preverimo, kaj je aktualno. Ker je prvi vikend šamanizma in fitoterapije na Jezerskem razprodan, smo objavili dodaten termin od 25. do 27.10. Na Šenkovi domačiji na Jezerskem bo torej potekal vikend z Marijo Ano Kolman, šamanizem in fitomedicina. 9.11. vabljeni na delavnico praktične aromaterapije. Največ poudarka bo na aromaterapiji za jesen in za zimo, pa za zdravje celotne družine. Dale v hladilnik. Dava v hladilnik, tle imava hladilnik. Ja. In zdaj 2 uri mine, tan-taradan-tatan. Voilà. Ja. Ja, veš, da Tole. jaz bi tak hladilnik tudi imela doma. A ne? Je dobro. Da 2 uri v 1 sekundo zrihta.